V življenju moraš spiti ali pa spati, ne? Ti zdaj že 2 leti ne piješ, ne? V življenju si seksala samo z eno osebo trezna. V resnici je bil po moje ta seks en boljših seksov v mojem življenju, zdaj, kar sem pomislila. Prej si pa toliko pila, da niti nedolžnosti ne bi izgubila, če ne bi pila. In v gostilni je delala cela moja družina. Oči, teta, babi, dedi, mami, vsi. In jaz sem bila majhna, dojenček, vsi sem odraščala v gostilni. To se pravi, ti si pila in v družbi in sama. Predvsem veliko sama. A si se kdaj poškodovala zaradi alkohola ali pa izgubila prijatelja? Nisem se napila, skočila v kolpo, si glavo razbila, je prišel fucking rešilc in sicer 2 sta enkrat nesla Saro sred zime domov, ker sta našla tam nekje ležati vspred. To se pravi, ti bi res zmrzala lahko. Jemljem stvari dobesedno in ko sem bila majhna, so mi rekli, da moram objeti babi, da ne bo užaljena, in potem pač sem mogla tudi pofafati moškemu, da ne bo užaljen. Lucija, a lahko to ostane med nama? Ja, Sara, itak da. Živjo, mi da sva Sara in Lucija in ti gledaš, a lahko to ostane med nama? Danes, vem, da ne zgleda, kot da imava gosta, ampak imava gosta in sicer gost je Sara Povše. Jaz sem včeraj ugotovila, da smo mi tudi osebe z zgodbami in da lahko tudi mi dve kakšno svojo zgodbo tle poveva. Tako da danes bomo o alkoholizmu govorili, o odnosih med alkoholizmom, o tem, kako si lahko pomagaš, kako ti lahko partner pomaga. V bistvu Lucija je pisala to epizodo, ne vem, zakaj govorim tu zdaj. Kar povej, Lucija. Ja, ti zdaj že 2 leti ne piješ, ne? Ja. Zdaj po 2 leti. Prej si pa toliko pila, da si rekla, da niti seksala ne bi, da niti nedolžnosti ne bi izgubila, če ne bi pila. Ne. V življenju si seksala samo z eno osebo trezna, pa še to po moje lahko na prste ene roke prešteješ kolikrat. Ajde, na 2, ja, recimo. Ja. Prej si pa pač pila praktično vsak dan eno obdobje. In bomo govorili tudi o tem, kako je, ko ugotoviš, da imaš problem, pa si ne znaš pomagati, pa na koga se lahko obrneš, pa ki najdeš pomoč, pa o seksu in alkoholu, pa o vsem, kar pa še zraven. V glavnem, jaz sem tlele pripravila ful enih vprašanj. Za icebreaker sem pa te nameravala vprašati, kaj je težje, nehati piti ali ostati trezen. Wow, sem vedela, da me čakajo ta filozofska vprašanja, pa se nisem nič pripravila doma. Pa se, mislim, ni filozofsko, mislim, je filozofsko, ampak ni. Pač kaj ti je težje bilo? Ja, meni zdaj ni nič kaj težko ostajati trezna v tem trenutku. Ok. Mi je bilo pa težko ratati trezna, nehati piti, ker imam jaz take navade v življenju, ker se jih tako držim kot klop in to je meni najtežje presekati. Tako pa, ko se jaz navadim nečesa, je lahko karkoli. To zelo težje pa nehati piti. Ja, težje mi je bilo nehati piti, pa res pridati na to, da zdaj pa ne pijem. Okay. Aha, zdaj je pa v bistvu to tvoja navada, da ne piješ in se tega držiš. Ja. Oh. Ja, jaz zdaj pač nisem navajena piti, razumeš? In jaz, če bi zdaj, meni je to čudno zdaj, da bi mi tle natočila, mene bi bilo to strah, kaj se mi bo zdaj v glavi vrtelo, ko bom to spila, kaj se mi bo zgodilo, jaz nisem navajena. Kakor nisem navajena tvoje peach crumble. Ker sem ti prej rekla, da mi ni to neki... Nisi jo pa nikoli jedla? Ne. Ti si sam zato, ker so breskve kosmate? Zato, ker je nisem navajena. Pa zato, ker mi neki ni, ja. Ti bi ga že sam narejeno jesti, pa bi to šlo. Pa zraven je bil vaniljev sladoled, a veš, topla peach crumble. Ja, drugič me sploh ne vprašati, sem prinesla. Pojedla smo vse. Če ne bi ti, sem ti nameravala. Pa 2 pladna sem naredila. 2 pladna in pa smo za večerjo pohrustali še, kar je ostalo. Sem še kdaj naredila. Ja. Ok. Koliko si bila stara, ko si se prvič napila in potem kdaj si, ne vem, redno začela piti? Ker verjetno to ni šlo z roko v roki, ali? Lejte, mi, ko sem bila jaz majhna, smo imeli gostilno, moja babi pa dedi sta imela gostilno. In v gostilni je delala cela moja družina. Oči, teta, babi, dedi, mami, vsi. In jaz sem bila majhna, dojenček, vsi sem odraščala v gostilni. In sem mešala ljudem v gostilni kave. Mislim, jaz sem bila stara tako 2 leti, ne? In sem tam hodila, se družila z njimi. So me naučili pisati, brati, pa tako vse. Jaz sem se vse v gostilni naučila. In babi mi je govorila že od otroštva, da sem se ful tresla, ker sem videla pivo na mizi. Tako zeleno kao flašo, samo na zeleno. Ampak nas cela družina pije laško. Tako
meni se zdi, da je to nekaj družinskega. Jaz sem po mojem, ker sem bila majhna, to videla v gostilni in mi je bilo čisto normalno. In veš, ni bilo tako nekaj, kjer bi se jaz prvič napila, ampak jaz sem že, ko smo mi poroke recimo gostili, kruh v vino namakala ali pa nekaj, ker sem bila 2 leti stara. Ampak to je bilo takrat pač, mi smo iz Dolenjske, to je bilo kar ha. Oziroma, ne vem točno, kako so oni se takrat počutili, ampak ko so mi govorili, da sem jaz takrat bila včasih tako, ne vem, neučakana pa lačna, da sem mogla kruh v vino namakati, je njim se delo to super, mislim, pač je malo Smešno. pojedla, ja. Čet, zakaj si se tresla, ko si videla zeleno flašo? Ker sem jo tako hotela držati v roki. Aha, ker jaz sem to zdaj dojela, kakor da te je bilo strah tega. Ne, ker sem jo Želela tako si hotela to. držati v roki. Tako neskončno sem jo hotela držati, tako pač ene slike so in sem tako za tisto flašo. Ampak po mojem so vsi okoli mene imeli v roki to zeleno flašo. In Ne? si jo še ti hotela imeti. Ja, Aha. ja. In pol po mojem ni pomagalo. Ne, po mojem tudi, da smo mi imeli gostilno, ni glavni razlog za to, da sem jaz imela problemi z alkoholom. Zagotovo pa ni pomagalo, da sem jaz tam pri 2 letih vino s kruhom namakala, pa stregla pivo ljudem, pa jezik boš malo namočila, veš, pa te fore, ki imajo tako za otroke. In kako to, da si potem, da je šlo iz tega, mislim, kdaj se je začel problem, da si ti zdaj, ne vem, vsak dan pila? Živjo, jaz se opravičujem, kam motam, ampak moje 3-mesečne preobrazbe s Passion Potion je konc in na tej točki ti hočem samo prebrati reviewje iz spletne strani, pa bom ti tle še napisala, pa lahko zraven bereš, ampak tako so dobri in jaz sem tako ponosna. Poslušaj. Naj povem, da najprej nisem verjela vsemu obljubljenemu, mislila sem, da so vsi komentarji ponarejeni. Veliko prehranskih dopolnil sem probala in Passion Potion je eden izmed redkih, ki res deluje. Sama ga kombiniram z magnezijem in omega 3. Opazila sem, da bolje spim, bolj sem sproščena in tudi nimam težav z utrujenostjo. Želja po spolnosti se je povečala, saj čutim rahlo ščemenje skozi cel dan. Tudi orgazmi so bolj intenzivni. Kva? To samo potrdi, kar sem jaz zdaj doživljala. Se pravi, shujšala sem, utrujena sem malo manj, libido imam, pa tako malo bolj lahkoten občutek je. To je rekla Katja. Pol Tinkara je rekla, pred nakupom sem kar dvomila v te stvari, ampak že v 3 dneh se je moje počutje energija spremenila in je res vredno vsakega evra. Tako lepo. Maja prav, zelo pomaga in imam več energije. Jaz pa pravim, da sem shujšala 15 kg po nesreči, libido imam visok. Lej, tako sem energetična, lahkotnejša, polna energije, pa manj tečna, manj zaskrbljena. Zdi se mi, da imam enostavno večjo kapaciteto za življenje. Tako da zdaj pa ulala.si, Passion Potion, kodo lahko uporabiš med nama 10. Hej, jaz moram za sekundo tole prekiniti. Zdaj smo imeli bilance, mi imamo 2 Shopify trgovine drugač in imeli smo eno čudno računovodstvo, ki nam je milijon stvari zajebal in jaz ti hočem samo povedati, da imam zdaj končno račune urejene, ker imam računovodstvo, bogat račun. Oni zdaj meni rihtajo customer support, računovodstvo, spletno trgovino so mi zrihtali, integracije so mi naredili, tako da imajo cel paket. Jaz sem v glavnem zdaj vse svoje stvari dala njim, jaz se samo še s prodajo ukvarjam, snemam silly goofy videe, podcaste, oni za vse številke poskrbijo in končno je vse rejeno in zdaj me ne rab več skrbeti, da bo prišla kakšna inšpekcija ali pa da mi bojo kaj pobrali. V glavnem, bogatračun.si, tam napiš, kaj rabiš, lahko vzameš tudi samo računovodstvo, lahko ti tudi samo Shopify trgovino poštimajo. In ne vem, hotela sem ti tu povedati. Zdaj pa gremo naprej v epizodo. Ne vem, težko je tako pinpointati. Težko je pinpointati, sploh če ne piješ vsak dan. Jaz nisem nikoli bila tisti človek, ki je klasičen alkoholik iz filmov, kakor jih vidite, ki pije zvečer, se ful napije, zjutraj se vstane in takoj začne piti in skozi on samo pije. Jaz sem pač samo skozi si želela piti in čakala, da bom pila. In jaz sem imela dobro sposobnost, da sem lahko recimo med službo zjutraj ne pila, pa šele pol, ko sem domov prišla pila. Sicer ta sposobnost se je na koncu izničila, ker sem pol včasih tudi v službi pila. Sicer sem si dala nekaj kao, danes praznujemo, nekaj, sem si že zmislila, ampak nisem pol, sem več doma pila. Čak, ti si v bistvu, ko si še doma živela, si čakala na vikend. Ti si čakala na petek, da se lahko napiješ. In ko nisi več doma živela, si ugotovila, ojoj, ne rabim več čakati na vikend. Jaz, ko nisem več doma živela, sem živela s starejšim fantom 10 let od sebe. Ne? Jaz, ko sem bila stara 18 let, sem se od doma preselila k temu starejšemu fantu, sva šla skupaj v Maribor živeti. Vse super, vse lepo in prav. On je bil vse v redu, bil pa 10 let starejši. In jaz sem počela 10 let starejše stvari pol.
Ok, on je hodil v službo in jaz sem bila tam pri njemu, recimo, nehala sem tudi v srednjo šolo takrat pol hoditi in sem bila pri njemu in jaz sem pač čakala, da on pride iz službe in vmes sem nekaj raziskovala in pila vino. Ampak meni se je to zdelo 100% normalno. On je bil moški star, v hladilniku je imel vino, jaz sem bila tam pri njemu, razumeš, od doma sem se glih preselila, otroci doma ne smejo tega piti, jaz pa zdaj tam sem, pa je pa lahko. Ok, jaz nisem dvakrat na to pomislila, da bi bilo tukaj čudno in tudi ljudje zraven mene niso. Recimo on, ne, partner ta. In tudi drugi odrasli ljudje zraven mene niso. Ker so vsi tako žurali in vsi so bili. Pa ne vem, taka kultura je tle, ne vem, jaz nisem, dokler se meni niso začele dogajati stvari take, da sem, ne vem, padala ali pa da so mi ljudje začeli opominjati, da se je nekaj čudnega zgodilo, jaz nisem niti pomislila, da imam težav z alkoholom. Ker so vsi okrog mene take podobne stvari delali. In pil. In imeli pač skozi alkohol doma. In če si lahko oni natočijo, ko si zaželijo, recimo, ko gledajo televizijo na kavču, pa si zaželijo, pa si natočijo en kozarč, zakaj si ne bi jaz smela zjutraj ob 9, ko gledam televizijo, natočiti en kozarc? Ne? Ampak ti si imela potem enega partnerja, ki ti je pa dal ultimat, da nehaš piti ali pa greš na razen. V bistvu mi je vsak od teh partnerjev dal malo ultimat. Ampak pri enu si to dejansko... Pri dvema sem Resno to vzela? dejansko, ja, mislim, pri ta prvem sem isto resno vzela, jaz sem neko štalo naredila na njegovi 30. Ampak to ni bil ta Party. prvi fant, ki si se k njemu preselila. To je bil on. Aha, okej. On je bil 30, ne? Pol. Ja. Že 2 leti sva bila skupaj in na njegov rojstni dan sem jaz neke štale naredila na njegovi fešti in ne vem kaj. In on mi je rekel, da pač moram nehati piti, da tudi tako ne more in mene je bilo takrat neskončno strah, da bo on mene pustil in zato sem za 2 leti nehala piti. Ok, in takrat v tistih 2 letih sem šla v Indijo, v Atene in pol sem njega pustila. In v trenutku, ko sem Čak njega si pustila in potem si šla v Indijo in v Atene. Ne, ti si potovala in videla sta bila še kao skupaj. Ja, se on je šel z mano v Indijo. Aha. In potem sem šla v Indiji na razen in potem sem šla jaz v Atene. In potem, ko sem jaz pač bila samska v Atenah in sem mogla iti na en zmenek, hotla, se mi je zdelo to nemogoče sploh prenesti na kakršenkoli drug način, kot da jaz spijem eno pivo po 2 letih, že takrat nisem pila. Ta obdobje Indije pa Aten sem bila jaz trezna. Jaz takrat nisem pila. In pol sem spila eno pivo, da sem šla lahko na zmenek in potem, ne vem, sem bila 3 dni na tem zmenku in od takrat 3 dni si bila na zmenku. Takrat pač je bilo tako neverjetno je bilo takrat. Jaz pač kar nisem 2 leti pila in potem sem spila mal in je kot da ne bi nikoli nehala. Pač jaz sem lahko spila neskončno količino pijače. Pa sem šla nazaj v Slovenijo iz Aten na dopust in smo imeli eno fešto in sem bila isto 3 dni na fešti in sem z enim prijateljem spila, ne vem, vse, kar je bilo za spiti in šla še naprej in še vse po 2 letih ne pitja. Kar pomeni, da tako, če bi nek normalen človek, če ne bi pil 2 leti, ne, bi pol ne bi imel toliko tolerance, ne. Pa sej, a si dejansko imela toleranco ali, mislim, Po a se moje- ti spomniš tega 3-dnevnega zmenka celega? Ja? Ja, preden Aha. sem jaz antidepresive začela jemati, se jaz večino svojega alkoholizma spomnim. Takrat... Kaj si me vprašala? Kaj si me vprašala pri tem vprašanju zadnjim, če? Če se spomniš celega tistega 3 dneve dolga zmenka. Ja, večino. Ampak če ne bi pila, ne bi 3 dni trajal ta zmenk. Ne, kaj s tabo? Itak, da ne. Če jaz sploh nikamor nočem iti drugače. Jaz sem mislila takrat, da sem jaz najbolj možno družabna oseba na svetu. Jaz sem bila tu 100% prepričana, da sem jaz družabna, da jaz se hočem z ljudmi družiti, da jaz vsak dan hočem biti z ljudmi, da jaz vsak dan moram biti z ljudmi, da jaz tu vse nekaj, ne vem. Ok? In pol sem pila, ker se nisem mogla ustaviti. Jaz sem skozi mogla iti nekam in biti z ljudmi in nisem mogla shendlati in pa sem mogla malo spiti. Zdaj sem malo preskočila iz nekje na nekam. Ok, gremo nazaj po Kje vrsti. so bili? Koliko alkohola si dejansko spila tako v enem dnevu? 10 piv, recimo. Hotela sem te tudi vprašati, kaj je bil tvoj drink of choice, ampak pivo? Ja. Predvsem pivo, ne Jaz žganja, sem ne. predvsem pivo pila. Žganja jaz nisem pila, ker Aha. takoj, ko sem jaz spila malo žganja, je šel dan v kurat, zvečer, vikend, whatever. Ne moj, ampak od drugih zraven mene, ker pol se je zgodilo marsikaj nepričakovanega lahko.
Pa tudi spomnila se nisem pol po žganju. Tako da sem se na vse moči žganja izogibala, razen če je bilo samo še žganje, pa se ga pa nisem izogibala. Dokler je bilo pa pivo, sem pa pila pivo, ja. To se pravi, ti si pila in v družbi in sama. Predvsem veliko sama. Aha. Več sama. Ja. V najstniških letih z ljudmi. Pol, ko sem pa enkrat sama začela živeti in ugotovila, da človek lahko kadarkoli si že želi pije, sem pa jaz ugotovila, da jaz ne rabim niti iti ven zato, da si moram nekaj izmisliti, da kao grem s tabo žurat pa pit, ampak da lahko sem doma sedim pa pijem. In kaj si pol delala? Ti si doma sedela pa pila, pa kaj si delala sama s sabo, ko si bila pijana? Delala sem, delala in raziskovala in brala. Aha. Ok, jaz pač sem to, kar zdaj delam v bistvu. Sem, da sem pač takrat pila zraven in mi je bilo to tako normalno. Ne vem, po mojem ni mi bilo to tako normalno, zaradi tega, ker sem jaz zdaj rabila pit zato, da sem delala, ampak ko sem že toliko časa tu gojila, da je normalno pit, ne, jaz sem bila ta reward drinker. Za vsako stvar, ki sem jo naredila prav ali pa narobe, sem si zaslužila za pit. Ok? Se pravi, in tu je bilo na vse vezano. Potem, ko sem jaz dokončala eno nalogo za službo in še od doma sem pol delati začela, ne, in pol je šlo samo, pol sem imela jaz kontrolo nad svojim življenjem 100% kao in sem lahko karkoli. In pol sem končala en to-do task in sem lahko eno pivo spila. In še en to-do task in sem lahko drugo, recimo, ne. In čas ta do 6 piv sem bila jaz neskončno koherentna. Meni se je tako zdelo. Verjetno, če bi me kdo takrat videl ali pa slišal, sem mogoče ne bi. Ampak jaz sem vse poštimala, vse naredila, zaključila vse naloge, zrihtala vse. Ja, ne vem, tako funkcionalno, čisto funkcionalno je bilo. In pol naslednje jutro sem se zbudila in grozljivo, grozno, težko, ampak jaz sem pač mogla vse in delati naprej in je šlo. Je šlo z novim pivom v roki. A si zbijala mačka kdaj s pivom? Ne, do tam pa še nismo prišli, čeprav bi po mojih mal. Ampak jaz nisem nikoli zjutraj pol pila. Jaz sem mogla počakati, da mi nehalo biti slabo. In sem imela razne procese, kako bomo zdaj to slabost premagali, pojedli bomo juho, blejsko, spili Coca-Colo, vzeli en tablet, naredili 5 sklec, eno stojo na glavi, podtušili, blablabla. Pol bo pa boljš. In pol ob 6, ki je boljš, se ti pol Marija prikaže in potem lahko spet vsaj razmišljaš o tem, kako boš jutri pil, ali pa že kar greš na per, ker je itak zvečer pa je. Lahko greš. To se pravi, si imela ali en dan pauze vmes, ali pa si pa zvečer potem nadaljevala. Ja. Wow, intimni kotiček! Danes bomo spet nekaj skupaj sprobali. Si ti že kdaj probala to? Kaj je to? Ta Dental Dam. To je Dental Dam. Si probala? Ali v taki embalaži je? Ja, take rjuhice so noter. Ne, si nikoli probala še že nisem. kdaj? Ne, sem že kondom prerezala, pa naredila Dental Dam, ampak Aha, nisem še imela ta pravega v roki. Dej jim poveš, kaj je Dental Dam. To je v bistvu uporabljajo to pri zobozdravniku in je taka, ja, zato je dental, ki je, a ne? To je v originalu od zobozdravnika prihaja, da ti pač zaščitijo tam neki, kaj svin, kaj ti delajo. Nisem zobozdravnik, ne vem, bo kakšen zobozdravnik več o tem povedal. Ampak pri seksu se pa to uporablja, to je taka, iz istega materiala, kakor kondomi. Tak list papirja, samo da ni papir, ne? In to daš potem na piško in potem lahko izvajaš oralni seks in se zaščitiš pred spolno prenosljivimi boleznimi. Zato, ker je tako raztegljivo, se pač vse čez prenese, kot da pač ne bi bilo nič vmes. Isto, kot da bi imel kondom, samo za oralni seks. Kao ima von po grozdju. A ga ima? Ne vem, von ima po kondomu, v bistvu. Zanimivo. Mal ga ima. Glih tuk, da prekrije ta plastičen von kondoma, ne? Pa se ni plastičen, ne? To je lateks. Ja. A je to? Wow. Tak, zelo je lahek, pa tak, zelo je tak, res, kot da bi imel en vetrič. Tu potem uporabljajo recimo ženske, ki imajo spolne odnose z ženskami in moški, ki imajo spolne odnose z ženskami. In tudi moški za recimo analni rimming. Ne, to daš tudi na anosloh čez. Koliko odstotkov ljudi, jaz nisem nikoli še tega uporabljala v resničnem življenju. Koliko odstotkov ljudi misliš, da to uporablja, ki liže piške in riti? Nič, ena. Ok. Po moje, skoraj noben. Zanimivo mi je to. Ja, ful, to je zelo... Fajn bi bilo, da bi se to več uporabljalo sam. Pa če je nepriročno, what do you mean, da moram zdaj to, daj mi. Če še ljudje kondoma ne uporabljajo za oralni seks, pa ga daš ne gor, bojo pa tega. sam stoji. Tu moram pa jaz zdaj, recimo, če je tu neki, karkoli že, mikrofon, v bistvu,
Moraš dati tudi tako? Pa se ne rabiš toliko raztegniti, ker če preveč raztegneš, pol zgubiš to, ne moreš tako dobro česa, ne? Če pa daš tako, da ima lusi-gusi, pa polka ti z jezikom greš čez, se bo lepo prenesel pritisk jezika pa vse to. Tako da ne preveč to nategovati čez. Jaz sem v bistvu si tako predstavljala v glavi, da tudi tako. In si tako. Ne. Če bi tu uporabljala zdaj za eno žensko, bi jo kap. Okay, Ne bi se bilo prav tako pult prijetno, takole ja. položiš, ne? Ja, pač držiš tako z rokam gor, ampak je komot malo bolj loose. Zato pa je tudi toliko velik. Ker recimo, da uporabljaš unga, ki ga iz kondoma narediš, to lahko iz kondoma narediš, ko da odrežeš konc na obeh straneh, pa še po dolžini, ampak dobiš ful manjši dental dam. Tole je 100-krat boljš, ker je pač res velik in res lahko pol se prepustiš. Eno stvar, ki je zelo taka praktična, tle noti je 4 te rjuhice, so 5. 4 rjuhice in tu stane, mislim, da več kot 10 evrov. Je to veliko? Veliko. To je ogromno. Ja. In pol, ko imaš eno tako rjuho v roki, pa jo enkrat uporabiš, kaj bi nek pameten človek naredil? Umil bi pa še enkrat lahko? Zato, ker je tu iz lateksa in je samo taka rjuhica. In niko, ker kondom, da ne sme početi. A ja, je, da ne sme početi, ker Ja. drugače, okej. Pismo, jaz mislim, da to je namenjeno enkratni uporabi. Tudi jaz mislim, da je namenjeno enkratni uporabi. Tako da Dobro, lejte, ni tu glih najbolj priročna stvar na svetu, ne? mene moti, da je vsaka posebej v plastični vrečki, kar je pač Ja, tako ne, če si najbolj rekla, da je potratno. za single use, potem mora biti vsaka posebej v svoji vrečki. Ja, Tako kot je mora kondom. biti sam. To je tako velika vrečka, meni je to samo Ja, to pa je res. too much Lahko bi bilo plastik. tako zloženo bolj, ne? Ja, ni Ja. mi glih. Ne, to je pa res. Te Ekonomsko. vrečke so pa tako v bistvu velike kukarune na šinu, ko dobiš majico noter. Ja, Imate pa veliko navodil. Lejte, v praksi nisem še tega probala uporabljati, sem hotela reči zdaj, bom pa vam povem, ampak tako sem moja takoj naslednja misel je bila, tudi nikoli ne bom, tako da... daj mi eno, bom jaz probala, če se bom počutila. Ajde. For science. Oprosti. Bom jaz to sprobala. No, da. En Kako dan. boš to sprobala? Jaz z Janom rekla, da bom, Nariti. da je to sprobi. A Ja, ne, on bo na meni, ne. Bom videla pol, kakšen je feeling. A ja, okej. Tako da, Prav. Pa for povej. science. Deal. Pa bom poročala, prav. A ja, pič pa pika, si koda med nama 10. Hvala. Le še pa še najni Res, tematiki. No, jaz imam pa analni čepek in tale je od Fun Factoryja in je najbolj cute ever, ker zgleda kot en rosebud. Jaz mislim, da bo ful večji. Iz najbolj mehkega možnega silikona je, tako gladkega, pač noro fajn. Tudi dober je, top je zaradi tega, ker ima tale ozek. Če iščete tiste analne čepke, ki jih lahko res nosite čez dan, ker vem, da je to eni ful fetiš, ta je perfekten, zaradi tega, ker se lepo zagozdi med ritnici in te ni unga kroga, ki bi te pol žokal, ampak je lepo ozko in prijetno. To sem mislila, da bo tako kaj bedno za noter, da tka ni špice. Ni idealno, gre pa. Ja. Ampak je pa pol tako cute. Vse, kaj je noter, ne vidiš, da je to cute. Ampak Ja. veš, da je. Ja. Meni ful to pomeni, pač Okej. tako, da vem, da je nekaj cute. A veš, tudi recimo, ne vem, ko si daš kakšne svečke, pa to za meditacijo si narediš vibe, pa je tako oči zapreš, pa meditiraš. A Ampak ja, veš, ja, da, ja, veš, okej, da je fair lepo. enough. Veš, da je lepo. To je fair enough. A ne? Ja, Tako da isto je to, pač, lej, sej ne Okej. vidiš, ampak veš, da je lepo. Mhm. Veš, da je v tebi je cute. Ja, zgleda kar optimalna oblika, ta, sploh Ful. zunanji del. Fule, in ta silikon je tako prijeten. Pač tako, pač mal je, mislim, zdaj silikonski so itak malo mehkejši, ampak pač top je. Ful priporočam. Ta je ta, ki si ga ti že nekaj časa hotela probati. Se veš, ko si enkrat rozazga enega dala, tazga na seznam, pa ga ni bilo. Je tudi ta? Ne, to pa ne Se vem. spomniš? Un se mi je zdaj tako velik, ta se mi zdi pa tako majčken. Ja, to je tako mehko. Gled, tako bom rekla. Ta se mi zdi tako super zadarilo. Zdaj, če ti hočeš en pocen čepek, glih to, da je, pač ta Fun Factory ni glih Ni pocen. najcenejši. A ne? Ne vem zdaj, koliko je, nisem šla preveriti, ampak pač Fun Factory je pač malo dražja znamka. Ampak če pa hočeš tako res eno cute darilce, pa to, oh my god, ali pa zase darilce, pa pač imaš tazga lepo v sebi. Tako da, ful je luštkan. Nimam nobenih pripomb na njega, res, top je. Pač tako, tak, ni navaden mini čepek in to je to, love it.
cute. Dobite ga na Pitch Popu s kodo med nama 10. Drugače pa, veš, kaj sem ugotovila po prejšnjem snemanju, nima veze, ampak od Fun Factory, ki smo dali vani, ne? Ja. Ti si ena baterija in stane 19 evrov. Tako da ima Fun Factory izgleda tudi low budget opcija. Še zdaj pa prav pogledala. Pa da nehi. 13 evrov je. Kaj? Vzem tega. Ni to 13 evrov. Roza je 13 evrov. Silikonski? Ja. Hudo. Pa ta malo velikost S, ne, najbrž. Ja. Hudo. Crazy, ne bi Top. si rekla. Ok, vzamem No, nazaj vse, kar vidiš. sem rekla glede cene. Vidiš. Fun Factory ima tudi zelo cenovno ugodne igračke. Hudo v to. Ja. Ja, Hudo. ok. Ej. Včasih so bile res draže, ker jih Go verjetno get ni it. bilo še tukaj, ne vem, zdaj pa je kul. Jaz sem imela vedno Fun Factory za tako ulelo. Tudi jaz, Renko. do zdaj. Si kdaj rabila skrivati pred kom? Recimo tvoja družina, ti si sicer rekla, da niste bili tako blizu, da bi oni čist pogruntali, kaj se dogaja, ampak a so vse malo sumali kaj? A so ti probali kaj pomagati kdaj? Kako je bilo s tem? Ne, niso po moje sumali nič. Jaz nisem nikoli o tem govorila, bila sem tudi tako dosti sposobna, dosti funkcionalna. Dosti se vrtimo v družini, kjer vsi pijejo. Nobenemu ni bilo čudno. Predvsem mi je bilo čudno, če sem jaz ne pila. Jaz sem imela ful izziv s tem, kako iti na družinsko kosilo in se fucking izogniti tistemu pivu, vinu, čemurkoli že, ker pač oni rečejo, da tu sploh ni alkohol, ampak je voda. Ne, ker za, ne vem, ali za Dolence ali za našo družino je šnopc edino šele alkohol. Ne? Pivo ali pa vino, to ni alkohol. In pač tu kar lahko tam piješ. In jaz sem pa 100-krat mogla čez tu, ne vem, sem se odločila, da neham piti in grem tja na kosilo in rečem, jaz ne pijem in oni rečejo, tu ni alkohol in jaz tako, pa se res in pol spijem in vidim, da so me zafukali in moram še piti in pol še enkrat od začetka naslednjič in tako je to šlo velikrat, zaradi tega, ker oni ne razumejo, recimo, ne. To je prav glih obratno od tega, da bi njih skrbeli, pa da bi Ja. ti hoteli pomagati. Ja, velikrat, Niso razumeli, da imaš težavo sploh. Ja, ampak tudi jaz takrat. Ne, sej ne Velikokrat obsojam, nisem, mislim, ne. ni to zdaj bilo tako obsojajoče. Ja. Pač dejansko tako okolje je bilo. Ja, oni vsi veliko pijejo, pa vsi rečejo, da nimajo problema. Mogoče je to tudi resnica. Ne vem jaz. Ampak sej, a si ti mislila takrat, da imaš problem? Pač pustimo tiste momente, ko si Ne. imela, da moraš nekaj Ne, piti, jaz ampak zdaj, ko sem trezna, vem, da sem imela problem. Ja? Jaz pač takrat sem samo vedela, govorili so mi eni ljudje, da imam problem, tako recimo partnerji, ne? Ma ko pa vem, nisem se tako zavedala, da je bil tu fundamentalni tak alkoholizem problem. Jaz sem samo vedela, da mi je zaradi tega težko, vedela sem, da ne bi rada več pila, ker ne bi rada, da mi je jutri slabo, vedela sem, da ne bi rada pila, ker se ne bi rada tako počutila, ne bi rada, da me je sram, itd., itd. Nisem pa tako vedela, da imam jaz alkoholizem. Veš, kaj mislim? Jaz pač nisem hotela se tako počutiti, nisem pa vedela, da imam jaz s tem problem, ali pa da je tu tako lahko družinski problem, ali pa da je tu nek tak problem, zaradi katerega mogoče zdaj jaz ne smem sploh piti, ne pa tako malo. Ne? Dokler jaz nisem pogruntala, da je tu dejansko problem, se je meni zdelo, da lahko jaz samo malo spijem, recimo. Ne? Tako kot vsi ostali lahko samo malo. Ja. Jaz sem mogla ugotoviti, da je tu res problem, da sem lahko nehala piti. A je bil kakšen poseben razlog, da si ti to kupila? To te vprašam zaradi tega, ker si v enem TikToku rekla, da si mogoče tudi pila toliko veliko zato, ker imaš avtizem, zato ker imaš ta OCD oziroma pač obsesivno-kompulzivno motnjo in da si nekako z alkoholom, da je bil to nek tvoj coping mehanizem. Ne vem, več razlogov je več glavnih razlogov je. Eden je ta, da se pač jaz stvari navadim in se stvari navadim držati v roki in nest hustom. Zdaj pa, kukor to zveni pač glupo, to je tako ful velik del mojih zasvojenosti, ta steaming ne vem, nekaj, karkoli, lahko sem zasvojena tudi s tem, ali pa z grizenjem nohtov. In tu so ti ponavljajoči se gibi, s katerimi imam jaz težave. Ne? In on je isto bil ponavljajoči gib, s katerimi sem jaz imela težave. Jaz pol tudi če piva nisem imela zraven, se mi je roka sama tako šla. Pač in to je ful težko tako za telo, če je tako navajen, da je nekaj in pol kar ni. In tu je bil po mojem en izmed major razlogov, ki se je tako počasi razvijal, da jaz nisem ugotovila čist, ne? Da je tu
en izmed glavnih razlogov, ne. To je bil en. Ta drugi je bil, da se mi zdi, da mi je alkohol vrnil tako v zdaj ta trenutek. Zdi se mi, da imajo substance tako eno dobro lastnost, da te lahko vrnejo v sedanji trenutek, ker jaz sem drugače vedno razmišljala, kaj je bilo ali pa kaj bo pol ali pa nekaj. Pol, če sem pa malo spila, sem pa kar lahko nekako svoje misli spravila v eno tako pot, da so bile bolj koherentne in da sem lahko pol jih lažje razumela. In pol pridemo do tretje stvari, ki je po moje, da možgani avtistični malo drugače najbrž delujejo pa reagirajo na razne substance. Tudi poročajo tako ljudje, da nas lahko naredi, ne vem, bolj energized ali pa da nam lahko pač dejansko pomaga. Da tako, če ti spiješ pivo, pa se počutiš, da malo slabše ti delajo možgani, dejansko lahko jaz spijem pivo in mi boljše delajo možgani. Ne, ali pa katero drugo substanco, ne vem, karkoli. Tako da, navada pa samoregulacija. Tu sta dva glavna razloga. Najprej pa zagotovo v mladosti samoregulacija, pol pa šele navada. A si se kdaj poškodovala zaradi alkohola ali pa izgubila prijatelje? Poškodovala? Bomo to naslednjo. Da sem padla? Ker to je bilo eno izmed teh razlogov, zakaj si nehala piti. Pa dajmo najprej, a si kdaj izgubila kakšne prijatelje zaradi alkohola? Zdaj verjetno misliš na prijatelje, ki so me na festivalu pustili? Tudi recimo? Z unimi nisi več prijateljca? Ali? Nismo skregani, recimo. Se še družite? Ne, jaz se z nobenim ne družim. Daj povej sploh najprej to zgodbo festivala. V obdobju, ko sem jaz ful pila, smo šli na ful festivalov, ful žurk in pa smo šli na Švico, Trebnje, kjer smo bili oni 2 dni, jaz pa ne vem točno koliko. In pa se jaz zbudim v ponedeljek in nisem vedela nič v bistvu. Kje sem, s kom sem, kjer dan je, nič nisem vedela. In pa sem nekako si izposodila telefon, poklicala te prijatelje in oni so pač šli že domov, festivala je bilo konc, jaz sem tam bila nekje z enim v avtu, ki me je rešil, ne vem kaj. To je ta zgodba. Še več zgodbe? A je še več? Ne, samo če ima smisel to, kar sem povedala, te sprašujem. Ja, ima. Okay. Ma. In potem pač ti prijatelji, jaz njim ne morem zameriti, zato ker sem jaz takrat vsak vikend nekam tako šla. Ok, pa če sem vsak vikend recimo zginila, pa me ni bilo 3 dni. Recimo, karikiram, ampak nisem zginila tako, da nisem vedela, kje sem. Ne. Sem pač vedela, kje sem. Ne. Pa sem nekje bila par nekomu doma. To je bilo recimo, vi ste bili na festivalu. Pač oni so šli brez, vi ste skupaj prišli, vi ste se skupaj pripeljali z avtom tja in oni so šli z avtom, brez da bi bila ti v tem avtu domov. In noben je bil tako, mogoče bi pa vseeno lahko glede na to, da nismo doma, da smo se mislim z avtom pripeljali, da to ni neka zabava blizu doma, ko bo pač lahko Sara sama prišla peš domov ali pa karkoli. A bi mi mogoče poklicali policijo, ker pač Sare ni in mi jo ne moramo najti in smo jo iskali in jo ne najdemo. Meni je to, ker jaz pač se razumem, da si se ti redno zgubljala sam. Ne, jaz sploh ne vem, kaj normalen človek naj bi naredil v taki situaciji. Zagotovo jaz, če se bi moj prijatelj zgubil, ne bi šla domov. Ampak ne vem pa, kaj bi naredila v primeru enega res alkoholističnega prijatelja, ki bi se skozi zgubljal, ki bi mi skozi povzročil težave, ki bi ga non-stop iskala. Verjetno bi vseeno pol policijo mogoče poklicala, če ga ne bi mogla najti po 2 dneh, ali ne vem, najbrž, obviously, ne? Ja, ko pa se verjetno so te probali poklicati, pa je tak telefon si ti izgubila. Jaz sem vse izgubila, jaz sem bila brez oblačil, brez torbe, vse sem izgubila, jaz obstajala tam. Čakaj, si pol naredila, ki si pa nov telefon dobila, si kupila nov telefon? Ne, potem so me te punce, ki mi je zadnjič pisala ena poslušalka, mi je peljala iskat telefon, se veš, kaj sem jaz pol na terapijo mogla zdaj iti. To je bila iz tega festivala, ona mi je pomagala iti telefone iskat, pa hlače, pa vse. Veš, kaj sem ti rekla zdaj, kaj ena punca mi pisala? Ne. Da, če sem jaz bila na tem festivalu Švic, da mi je ona pomagala in da ji niti hvala nisem rekla in pa sem, meni bo tako bad, pa sem šla zdaj na terapijo. Zato sem šla jaz zdaj na terapijo. 3 mesece nazaj, ti nisem rekla? Ne, to mi pa nisi rekla. Sam vem, da si šla na terapijo. Na story to sem objavila, da to sem videla, sam nisem povedala, da bo to razlog. To nisi, ali pa glej, mogoče pa nisem si zapomnila. Ne, se javno nisem delila tega. No ja, okej. Ja.
Aja. No, in ona mi je pač pisala, da sem jaz tam čist boga tam prišla in rekla, če mi lahko pomagajo, in oni so mi pomagali in jaz sem niti hvala nisem rekla. Pol sem jaz malo opravičevala, pa tako v glavnem slaba izkušnja. Ta festival, poškodovala sem se neskončnokrat. Pri 17 letih recimo sem prvič skočila v kolpo na glavo in si tle vse razbila na prvi dan, pred prvi dan festivala. Sploh še ni bilo ljudi tam, ker sem jaz prišla kot smetar, kao smeti pobirati. In sem se napila, skočila v kolpo, si glavo razbila, je prišel fucking rešilc, so mi tam nekaj svetilo v oči, nekaj, kaj si pa ti? Jaz sem vedela, pa so mi dali tle klamfe not, pa una mrežo čez glavo in pol sem bila tam zvezda festivala. Še en teden, ker sem edino imela glavo za klamfano že od začetka. In potem so še groza. To je bilo prvič. Prvič se tudi ne spomnim, to zdaj točno. A ta zadnjič, ko sem si glavo razbila, se pa tudi ne spomnim. Tako da, velikrat sem si razbila glavo. Mogoče mi je zato tudi čudno v glavo. Ja, se ne veš, ne? Ne veš. Mogoče sem vezla preden sem bila stara 17 čisto normalna. Pa sem pa na glavo skočila v kolpo, si razbila glavo, zdaj sem pa čudna. Nikoli ne bomo vedeli. Nikoli ne bomo vedeli. Sem po mojem ne bi niti skočila, če bi bila čisto normalna. Ja, jaz se spomnim enkrat, ko si razlagala, ko si šla na en zmenk in si se kopala v Ljubljanci. Ampak tisto je bila globoka voda. Ampak pač, kopala si se tam v Ljubljanci. Ja. Pa to je bilo tako, kaj bilo, to je bilo sred tedna celo, aj bilo celo vikend. Lej. Ampak pač zdaj mi je tako veliko, ker tista zgodba, zdaj se ne spomnim točno, kako je tista zgodba potekala, ampak vem, da ko si ti razlagala, sem bila, jaz sem tako, what do you mean? Tam res ni zakopati. Primerno najbolj. In ti si bila tako, ja, navaden. Trezna se zdaj, jaz nikoli ne bi trezna počela stvari, take, ko sem jih počela pijana. V lifeu, jaz se nočem iti v morje kopati, mene mot voda, mot me dež, mot me hrana, mot me vilca, žlica, vse me mot. In nočem. Tako, to je to. Še to bi pokomentirala ti. A si se en dan sam zbudila in se odločila, ok, jaz od danes naprej ne bom več pila in pol kar nisi več pila, ali je bil to nek proces? Ja, vsak dan sem se zbudila in sem rekla, da jaz ne bom več pila, ker je to brez veze in ker ne vem točno, kaj so bili razlogi. Ampak potem sem vedno pila. In pol sem vsakič, jaz ne vem, kako gre pri drugih, ampak vsakič mi je šlo malo boljš mogoče. Tako, ko sem se enkrat odločila, da ne bom pila, ne, sem lahko recimo malo ne pila ali pa malo nisem vedela, kaj bi s temi občutki v telesu čudnimi in pol sem recimo po 15 minutah pila. Pol naslednjič, ko sem se odločila, da bom nehala piti, sem že malo poznala ta čuden občutek v telesu, pa sem lahko pol še naslednjega mogoče shendlala. In je bilo pa pol ure. In pol s časom se je to malo podaljševalo. Pa sem si pa glavo razbila, pa se je pa končalo, ker sem jaz ugotovila, da bom umrla mogoče. Zima je bila in Daj kar povej celo to zgodbo. ne vem, jaz sem nekaj pila doma in je bil nek december, ne vem. Jaz sem nekaj pila, v glavnem spila sem tako 8 perov in pol sem ugotovila, da je meni zmanjkalo, ampak da imajo zraven moje hiše eno zabavo. In jaz sem vzela Mavi in sebe in sem šla na house party. In sem se zabavala in Mavi se je tudi super zabavala. Ti na ta house party nisi bila povabljena, ne? Ne, jaz Ti si na se kar veliko povabila. partijev nisem bila povabljena. Jaz kar pridem. Tudi če me ne povabite, jaz sem pridem. In vam je super, vsem je zabavno pol. Dokler jim ni, ne. Dokler jaz ne padem po stopnicah. In pol sem tam pala po stopnicah najprej. Pol sem se odločila, da če padeš po stopnicah, moraš verjetno domov in pol sem šla domov in pol se ne spomnim. Pol sem se jaz zbudila naslednji dan in nisem imela očal oziroma sem imela, ampak ni bilo ene šipce in pol sem si jih dala gor in pač nisem videla in sem mislila, da sem še zmeraj tako pijana, da ne vidim, ampak v resnici ni bilo šipce, ampak saj sem bila tudi še zmeraj pijana. Pol sem šla tam nazaj, kamor sem prejšnji dan udrla na fucking party, ker sem tam telefon zgubila in vse možne stvari. In oni so se odpravljali glih domov. In so tam, ko sem jaz prikorakala tam, so oni vsi tam vspred stali. In jaz sem mogla reči, imate slučajno moj telefon in enega je imel že v roki. Vsem je bilo vse jasno.
Jaz sem pa v glavnem šla. To je bilo zadnjič, ko sem pila. Po mojem sem imela nek pretras možganov, zobe sem si tle razbila, vse luže do doma po tleh so bile tako zamrznjene in jaz, ko sem šla pol nazaj iskat te očala in vse stvari, ki so mi popadale po tleh, so bile tako fucking lukne v tleh. V tem ledu not, ker sem jaz padala v te lukne. Kva še? Kaj sem imela še razbito? Ne vem točno, tle sem nekaj v glavnem. Ni bilo fajn. Sem pa še zvedela nadaljevanje te zgodbe, po mojem mesec nazaj, in sicer 2 sta enkrat nesla Saro sred zime domov, ko sta našla tam nekje ležati vspred. Čak, to je bilo takrat. To zapravo ti bi res zmrzala lahko tam. Ker ti si rekla, da en od razlogov, da si pol nehala pit, ker si zamislila, pač Sara ti bi lahko tle zmrzala in umrla. Jaz sem doma pač in če takoj oni tebe zjutraj, ne bi ko sem se videli. zbudila, sem bila jaz tako, ne vem, čudno mi je bilo. Jaz sem pač vedela, da bi umrla in sem poklicala takoj na AA in sem pila. In pol zdaj vem, da sta me onadva nesla domov, ker sem ležala v snegu tam pred to njihovo, kjer sem imela zabavo. Ker sem hotela iti domov, ker sem že padla po stopnicah, ampak pač mi ni uspelo priti do doma, ki je bilo 50 metrov stran. Ja. Kaj pa Mavi, kje je bila pa Mavi? Ne vem, kje je bila ta čas Mavi, ker sem jaz tam na tleh ležala. Mislim, da je bila že doma. Mislim, da sem jaz njo vmes nekako enkrat domov pelala. V glavnem Mavi je vse v redu bilo z njo. Ona bi lažje po moje preživela to zimsko noč, ko jaz. Ok, o tem AA pa to Ja. bomo še malo kasneje. Zdaj pa jaz mogoče pokomentirala en komentar, ki si ga dobila na TikToku. Ti spremlada, to je še mladostniško pijančevanje. Brez mere, zajebancija z dobro družbo. Pa po 3 dni mačka. To je bilo nazaj, ko si bil mlad, normalno. Pil pa strali smo ga noro. Pa vsi dost gnara imeli, ker smo tudi dost delali, pa dost se športom ukvarjali, potovanji, hobiji. V glavnem, bil si legenda. Lahko bi debele knjige napisal. Pa so pa pulcaji pol Sloveniji izpite pobrali. So pa pulcaji pol Sloveniji izpite pobrali, da z ga mogu delati še en pot. Pa je ne pol v štari zaprli in podobno. Po tem času je pa prihajala nova era, doba, ki se je ljudje niso več znali veseliti. Oziroma so se začeli na drugačen način. En primer, mladina vse. 2 klicaja. Zlije vase, se ga še zapoka na vse možne načine, pa je lene klicat, kuzlot. In to je to. Ali pa eni totalno nič alkota, eni sam sladko umetno alkoholom brozgo pijejo, da so pol še bolj zmešani. Prav tako je napisan, da so skupaj vse. Viš, taki novijo knjige pisali. Pa zakaj ti zmeraj bereš take komentarje, ki se jih prvič težko prebere, drugič ne razumemo, kaj smo hotel povedati? Čak, ja. In kakšna je naša obrambna vojska? Smo bili 3. rod slovenske tankovske. Ne vem sploh, kaj je Je fora ta pijan tega. to pisal po moje. Jaz sem ga zagotovo nek Gorenjska vsak dan pije in pač mora zdaj opravičiti tu, da vsak dan pije in da je to normalno. Ampak Sara on bi lahko debele knjige pisal. Ja, sej Mi pa ne. pa piše. Jaz se glih to, ki je tvoja knjiga, brat. Jaz mislim, da veliko ljudi pije v najstarejših letih in mislim, da je naravno in prav, tako, kako se reče, ne vem, kako se že reče, pa ne natural recovery, ampak večina ljudi, ne vem, kot da ti rečem, 90% tistih, ki v najstništvu veliko pijejo ali pa prekomerno pijejo ali pa kumi čakajo, da se napijejo ali pa imajo alcohol use disorder, naravno nehajo čez življenje piti velikrat. Dokler so recimo stari, ne vem, da ti rečem 35. Večina teh najstniških pivcev. Zaradi tega, ker se jim enostavno življenje se jim tako postavi, da jim ne omogoča več, da se oni zjutraj recimo zbujajo mačkasti, pa da ne vem, dobijo partnerje, družine, različne službe, ki jih odpeljejo v različne smeri in pač enostavno tu izvisi pri veliko ljudeh. Pri veliko ljudeh pa pač ne izvisi, ne. In zdaj, kako prepoznati, da ti ta človek, ki bo izviselo ali ne bo izviselo? Ne vem. Po moje je fajn biti pozoren. Pri nas v srednji šoli smo vsi veliko pili, ne? Pa nismo zdaj vsi alkoholiki, ne. Recimo. Po moje je fajn biti pozoren na to, kako se telo tvoje odziva na alkohol.
Ker meni se zdi, da dejansko veliko ljudi jih tako malo uspava. Ne vem, če ti tako povzroči res ful sreče, ko ti spiješ ali pa ko odpreš pivo, je tudi tako malo za opazovati. Saj ne rečem, da ni to pivo zdaj, da si res komaj čakal, ko si prišel domov, ampak imaš doma tudi ful drugih še enih stvari, ne, različnih. In če je tako najbolj veselje čutiš, ko prideš domov, se preoblečeš, usedeš na kavč, prižgeš televizijo in si odpreš pivo. Ne vem, sorry to break it to you, ampak tukaj enih zanimivih stvari je na svetu, da je tu res čudna izbira, ne. Da ti že res more pač tu pivo v glavi verjetno nekje pomagati, povzročiti, narediti, whatever, da si ga pač ti tako želiš, ne vem. Kaj je bilo vprašanje? Če si premlada, da bi bila alkoholičarka. Da to, kar ti opisuješ, je samo najstniško pijančevanje. Ne vem, jaz sem že, ko sem bila najstnica, vedela, da se drugače napijem kot vsi drugi. Jaz sem bila vedno najdlje po konci, vedno nisem hotela iti, nikoli nisem hotela iti domov. Vedno sem najdlje ostala, vedno sem ta prva prišla, vedno sem se ta prva napila, vedno sem ta prva vse do konca spila, vedno sem, če je zmanjkalo, po mizah kozarce poberala, ki so bili še malo polni, da sem lahko do konca spila. Ne vem, če počneš kakšno od teh čudnih stvari, pa mogoče nisi samo navaden najstniški pivec ali kako že. Jaz pač tako samo zdi se mi, da jaz sem tako sebi ugotovila, če o alkoholu razmišljaš več kakor o neki čist banalni tako stvari, kakor je, ne vem, ta škatla tle neumna, ne, je tu mogoče problem. Tako. Tebi je terapeutka rekla, da je problem, če piješ več kot enkrat na mesec. In potem ti je napisal, zdaj kaj to pomeni? Če delam zjutraj, pa pač po šihtu spijem ene par pirov, če delam dopoldne, pred šihtom samo kavo spijem, tako da doma nisem v lifeu spil tudi pivane, se prav sem alkoholik, ali? Kaj zdaj? Ja, jaz bi mislila, da si alkoholik. Jaz bi mislila, da ja, imaš težave z alkoholom. Pač tu ti že okupira misel, da tukaj razmišljaš, da napišeš tak komentar, imaš zagotovo že okupirane misli za to, s tem. Tu, da ti veš, da po službi spiješ vsak dan par perov, ker nekdo, ki jih ne vsak dan, ne ve točno, da jih vsak dan po službi, ali pa jih ne, ali pa jih doma ne, ali pa jih pred službo samo kavo. Še nikoli ni noben normalen človek tega računal, kdaj, pa kaj, pa kaj spije. Ne? In kje? In zakaj doma ne spije neki, ne? Normalen človek tu ne pomisli. Pač ima vino v hladilniku in ga spije, če hoče, če noče, pa ne. Kako pa komentiraš, da če že več kot 1 leto ne piješ, pol ne moš več reči, da si alkoholičarka? Ne vem, meni so tu, da je pač dobro si reči alkoholik predstavili na AA-ju. Ne vem. Se mi zdi, da se jaz pač rada na ta način spomnim, da imam težavo. Pa če bi si rekla, da nisem alkoholik, bi verjetno pol prej kaj spila. Ne vem, zdi se mi, da se tako lažje razume. Pač jaz sem alkoholik in ti mi ne boš dala zapitka pridem k tebi, ne. Tako je. Ja, in ti tudi ne, in on tudi ne, in je ful vse lažje, če si sem tako rečemo. Alkoholizem in seks. Oziroma pa na to. Rekla si, rekla si, da če ne bi pila, bi bila še vedno devica. Daj nam malo več o tem povej. Ne vem, jaz sem skozi seksala samo, ko sem pila. Jaz sem preden sem prvič seksala, sem pila. Preden sem drugič sem pila, preden sem tretjič sem pila, pa že sploh pač je šlo eno tu z drugim, tako. Najprej piješ, pa seksaš. A te je bilo strah, da bi trezna seksala? Ti je bilo tako čuden? Ne, jaz sem sploh pomislila nisem. A da bi trezna seksala? Ja. Pač zakaj bi nekdo v situaciji, ko sem bila jaz trezen seksal? Ampak ti se nisi nikoli napila s tem namenom, da bo seksala, ti si bila sam pač skozi tak pijana in pol se je seks zgodil, ker si bila pijana, a si se kdaj prav napila zato, ker si vedela, da boš seksala in si bila tako, moram nekaj popiti, da bom lahko seksala? Ja, zagotovo, če greš na zmenk z nekom ali pa greš ven, si rečeš, moram nekaj popiti, da mi bo lažje. Ne prepneš glih tega seksa gor, ne. Ampak nasplošno, da mi bo lažje, ne vem, interaktati, iti ven, kakorkoli že, ne. Ja, ampak kaj pa, če si s partnerjem živela, pustimo zdaj zmenke, ampak da živiš ti z nekom. Ker ti si živela z unmo, ki je bil 10 let starejši od tebe, 2 leti sta vidva skupaj živela in nikoli nista trezna seksala. What do you mean? Ja, bila takrat res ful pijana. Jaz sem bila takrat dosti pijana, pa dan, ko nisem bila, verjetno, da nisva seksala, ker mi je bilo slabo ali pa že kaj.
Ne? Ali pa sem imela mačka, pa sem seksala z mačkom, kar je pa glih skoraj isto slabo, kot če pijana. Tako no, ni bilo tako nezga normalnega seksa. Kako ti je bilo pa, ko si dejansko pol trezna seksa, tiste parkrat z enim partnerjem, ki si? In kako, V redu. kako da redu se mi je je sploh bilo. to zgodilo? Najprej to, kako to, da sploh trezna uspela seksati? Sej to, meni se zdi, da jaz takrat glih nisem pila, ne? Kaj Ali si ne imela vem? lih eno v njih obdobij, ko si nehala? Ne vem, po moje, da ja. Po moje, ker drugače bi jaz 100% šla na pivski dejt takrat. Oziroma bi si s sabo prinesla za pit. Neki že, zagotovo ne bi trezna šla tja. Okay. In sem šla. Čakaj, videla sta potem samo Pa na, tudi na njemu začetku vajne zveze sta trezna seksala. Ne, tudi pol sva kdaj trezna seksala. Tudi pol, ampak on je bil prvi, s katerim sem že ta prvič trezna seksala. Z njemu si prav prvič, ko sta seksala, si trezna seksala. Ja, to je pa še bolj Ja, crazy. šokantno. In jaz sem njemu že ta prvič povedala, da sem jaz zdaj ta prvič trezna seksala. Aha, ti je bilo takrat že, si se zavedala, da je to tako nek prelomen trenutek? Ja. Pa še se nisva celo o tem že prej pogovarjala. Okay. Mislim, da smo se o tem že celo prej pogovarjali. To se pravi bilo nekaj, kar si se kratko malo veselila skoraj, da bo Ne, zdaj... nisem se Nisi se? veselila tega, kaj stava Zakaj narobe. lopi? Noč od tega se nisem veselila. Ampak si bila pa vesela, da se je zgodilo, da si bila končno trezna, ko si seksala. Jaz recimo sem prvič jaz, ko sem prvič trezna seksala, meni je bilo full weird. Jaz sem bila samo tako... Nisem bila čisto ziher, da mi je všeč vse skupaj. Sam je bilo pa tudi z nekom, ki ga nisem tako zelo dobro, mislim, ker se nisem ful zdaj nekaj poznala, pa mu nisem zdaj, ne vem, napolno zaupala, tako da tudi to je na to vplivalo, ampak meni je bilo samo tako weird, ker neki čudni zvoki, ki jih pijane slišiš. Ne. Pa tako. Ne, čakaj. V resnici je bil ta seks ful dober. V resnici je bil po moje ta seks en boljših seksov v mojem življenju. Nehaj. Zdaj, kaj sem pomislila. Okay. Zakaj? Jaz pa nisem nič rabila, kaj velik. On me je prišel iskat, pa me... Ok. Ja, ful je bilo dober. Super je bilo. V bistvu se sploh ne spomnim tudi zares čist dober. Samo vem, da sem se imela fajn, vem, da sem celo skomunicirala tudi, da sem bila trezna. In da mi je bilo super. Več podrobnosti pa ne morem povedati. Je hudo, okej. Jaz sem imela pol vprašanje, če kdaj razmišljaš o tem, da boš pač z naslednjim partnerjem, ki ga imaš, mogla trezna seksati, ampak si predstavljam, da ti v bistvu ni pol to grozen. Ne, ni, Se mislim, veseliš ni mi tega? tako, da bi o tem razmišljala. No, da če pomisliš zdaj. Kaj? Kakšne misli imaš ob tem, če pomisliš, okay, Ni- naslednji človek, ki bo pač samo trezna seksala. Nimam misli več tako trezen pijan. Okay. V moji glavi ni tako, zdaj sem jaz trezna. Dobro, Jaz to je bom v bistvu pač z njim ful dobro. samo seksala. Ne? Mhm. Ne bom z njim trezna seksala, ampak bom pač seksala z njim. Ne? Ja. Okay? Tako mi je zdaj v glavi, recimo. Nimam sploh vezanih nekih občutkov, ful velik na to, da sem trezna ali pa ne trezna, pač tako mi je, tako zdaj sem in tako je moje življenje. In pol včasih se zavem, da ne pijem ali pa vidim koga, ki je v stiski zaradi alkohola ali kaj, pa sem tako, Sara, blagor te. Takrat se pač spomnim, ampak drugače pa ne tako v navadnem življenju. To se pravi, zdaj, glede na to, da imaš nekaj izkušenj, pa da so te dobre, ki niso vezane na pijan seks, koliko se dejansko pač sploh spomniš tvojih teh seksualnih izkušenj? Pa pač, Nula. Ja? Pa Skoraj tudi teh nič. treznih v bistvu se ne spomniš, nekaj ful si rekla. Pa z unim indicem sem trezna seksala. A res? Pomisel. Nisem trezna z njim Ja, ne vem, a seksala. si? Ne vem. Meni se zdi, da ja. Je glede na to, da si kar jokala, kad ti je bilo tako dobro, mogoče to, Meni se zdi, da a je to sem trezna z njim iz- seksala, kdaj. Okay. Mm. Ja, v bistvu, ja, to si ugotavljala zdaj, a si z unim indicem seksala trezna ali ne? Ampak ti si me nekaj prej vprašala. Ja, koliko seksa se dejansko spomniš? Pa v bistvu zanimalo me je, tle sem hotela iz tega iti v to, če sploh veš, kaj ti je všeč zares pri seksu. Tako. A misliš, da veš, a misliš, da boš pač mogla tako še ful velik stvari odkriti? Realno. Ker si ful velik stvari probala sam, a sploh tako štejo kot nekaj, kar lahko rečeš, to pa 100% vem, da mi je dobro ali pa ne.
Jaz ne znam zdaj na ta vprašanja odgovoriti, zato ker ko sem jaz nehala piti, sem ugotovila, da imam v življenju polno enih drugih problemov. In sicer ta avtizem, OCD, vse milijone stvari, ki ti pač stojijo malo na poti, ko hočeš ti ugotavljati, kaj imaš rad, pa kaj nimaš rad, ok? Zato ker recimo OCD ti lahko govori, da imaš ti rad ene čisto druge stvari, ki jih v resnici nimaš. Ali pa ti reče lahko, da, ne vem, je nekaj narobe, ali pa, ne vem, karkoli že. V glavnem, kaj si me vprašala? Je glede seksa, pač, če sploh veš, kaj ti je všeč. Ja, jaz mislim, da vem večinoma, kaj mi je všeč, ampak da tako neke specifične stvari, ki sem se jih pa prepričevala, da so mi všeč, recimo biti z moškimi, pa ne vem v resnici. Ne vem, če imam penis kul, niti ne vem, če mi je piška kul, jaz nič tu ne vem, ampak oboje mi je malo čudno. Ampak meni se zdi, da je to samo avtizem, vidiš? Kukor pač ona breskova pita, ki ni moja. Ni moja, pa nisem je še nikoli, in penis ni moj, nisem ga še nikoli, in je pač malo čudno. What do you mean? Enkrat sem terapeutki rekla, pač čudno, groza, ampak enkrat sem rekla, da če bi rodila otroka, da bi ga kar v smeti vrgla, ker ne bi bil pač moj. Ker veš, pač bi bil moj, ampak ta otrok jaz njega ne poznam. Jaz njega nisem navajena. No ja, nisi ga navajen, ampak zato imaš pa 9 mesecev, da se malo prilagodiš na to. Ampak tu sem hotela Ker narisati tako- sliko tega, ja. kako jaz, mi je čudno, kar nisem navajena, ne, pa ko me kdo vpraša, ne vem, ti je privlačen ta človek, ne vem, včasih so mi malo čudna ta vprašanja, ali pa ti nekaj paše, ali pa, ne vem še. O moj bog, kako bo čudno zdaj, če bom jaz z nekom, ne, in bom tu zdaj mogla še enkrat vse ugotavljati v bistvu. Ker jaz sem zdaj novorojen avtist, ne. In crazy. Ja. Pa še to, pač sej verjetno vemo odgovor, ampak še vsem se mi zdi pomembno tudi malo o tem govoriti. A se ti lahko dala vedno privolitev, ko si seksala pijana? In kako se zdaj počutiš, ko pač pomisliš na vse te izkušnje? Jaz se ne spomnim, da sem velikokrat rekla ja. Zagotovo se pa spomnim, da nisem velikokrat rekla ne. Pa spomnim se, da sem velikokrat seksala z ljudmi iz vljudnosti. Zaradi tega, ker pač, ne vem, jemljem stvari dobesedno in ko sem bila majhna, so mi rekli, da moram objeti babi, da ne bo užaljena, in potem pač sem mogla tudi pofafati moškemu, da ne bo užaljen. Tako so delovali moji avtistični možgani. Čak, ti si rekla, da nisi velikokrat rekla ne, ampak to pomeni, da si kdaj rekla ne in ta ne ni bil upoštevan. Ne, da nisem velikokrat nič sploh rekla. Jaz sem samo pač iz vljudnosti velikokrat naredila, kar so oni hoteli. Se mi je Okej. zdelo, da pač je tako prav. Jaz se mislim, da to pa je kar je marsikera Ja. ženska s tem. Ampak ko rečem jaz kdaj svojim prijateljem, da sem iz vljudnosti, kdaj s kom seksala, se mi vsi smejijo, ker je to kao tako nenavadno, da nekdo iz vljudnosti z nekom seksa. Ampak po moje veliko žensk kdaj iz vljudnosti. In tudi, zdaj berem eno knjigo, Boyslad, Zachary, neki en kolumnist ameriški, ko o seksu govori, ki je pač biseksualc. In zdaj njegovo knjigo berem. Sem mislila, da bo ful knjiga o nekih vseh zgodbah, ki jih je on če izdal, ker na Instagramu velikokrat kakšne izseke da. Ampak v resnici ful zanimiva knjiga o tem, ko on ima pa... Kaj ima že on? Tudi ima neke pač mentalne stvari in je rekel, da je tudi veliko seksov iz vljudnosti, v smislu pač, da ni hotel nekoga zavrniti, ampak posta seksala, pa je pa tega človeka ghostal. Kar pa je v bistvu po eni strani še slabše, kot če bi že takoj rekel, ne bi. Ne? Ful dobra knjiga, drugače, ful priporočam. Tako sploh, če je kdo, ki stragla z tem spolno identiteto, pa razmišlja, da mogoče bi, pa še on, ki je odraščal, tega labela ni bilo zares. In terapeut mu je enkrat rekel, da moški biseksualci ne obstajajo, in on je to pač vzel dobesedno. In ful zanimiva knjiga, res mi je enih velik stvari, mislim, stvari osvetlila. Plus to, kako Grindr deluje. Okay. Dobro, zdaj pa še, kako si najti pomoč. Ti si zelo briljantno se obrnila na pomoč alkoholikom. Kaj si pogooglala to? Kje si najdla pač kontakt? Kaj si poklicala, pisala mail? Najprej sem napisala na Google alkoholizem
ali pa kaj. Pa mi je vrglo tam en kviz. In ta prvo vprašanje je bilo, ali zjutraj takoj, ko se vstaneš, piješ šnopc? Ne. Prav šnopc. Ja, tako takratnega nekaj je bilo, tako Aha. ekstremno je bilo. In sem dala ne in pa sem fucking zaprla. Ne, ker itak da ni tako hudo. In pol sem to ene parka čedonga kviza vršla. Ta kviz je bil od AA. Ampak pol ta šnopc meni res ni šel nekako v tek. Tako da sem pol se obrnila na projekt Človek. Oni se ukvarjajo z odvisnostmi. To je nek zavod, imajo svetovalce, imajo inpatient, outpatient, imajo neke komune, tabore, ne vem kaj. V glavnem, jaz sem tam poklicala in sem rekla, da rabim pomoč. In potem so mi dali eno svetovalko, Špela je bilo ime, in ona se s tabo dobiva na 2 tedna in to je tako brezplačno ali celo tedensko. Brezplačno svetovanje je v bistvu. Online? Lahko online ali pa v živo, jaz sem imela online, kam je bilo lažje. Plačaš nekaj, jaz mislim, da sem 23 evrov nekih stroškov mogla plačati, ker sem imela službo takrat, sem mogla plačati obratovalne neke stroške. 23 Kaj evrov. na mesec? Ja, na mesec. Pa zastonja drugačne. Ampak, če imaš službo, nekaj prispevaš, če pa nimaš, ali pa si študent, ali pa nimaš denarja, pa nič ne rabiš dati. In potem ti oni pomagajo. Pri projektu Človek je tako, da imajo oni spodbujajo 100% treznost od vsega. Kar pomeni, da te nič ne ziba v smislu, ne vem, da ene substance so dobre, ene so slabe, te lahko, te ne, pač ne. Tam kao nič ne smeš, nič ni dobro, tako so kar strogi bili. Čak, a kje drugače? Kje delučujejo dobre pa slabe substance? Ne, samo drugače imajo recimo na AA, ne. Na AA imajo tako, da ti tam lahko prideš, ti ne rabiš biti trezen, da greš na AA. Okay. Jaz grem lahko na AA meeting pijana. Ja. Zdole, čečem. Edini pravilo je pač, da če pijan prideš, ne smeš govoriti. To je tisti dan. 24 ur potem, ko si pil, ne smeš govoriti. Ampak lahko pa ti pijan prideš, lahko si na čemerkoli. AA ni... kako se reče, zaveza k treznosti, ampak mogoče pobuda k treznosti. Aha. In tam pač lahko karčaš. Ne? Ti lahko vmes piješ, recimo, ne? Pa si tudi na projektu Človek lahko, veš, ampak na projektu Človek ti bo ona rekla, recimo, ne, tu ni okej, tega ne smeš, ne vem. Tako, zelo nišelna toleranca, ne. Na AA-ju pa ni tako, ne. Na AA-ju ti recimo noben pameti ne soli. V glavnem iz projekta Človek, jaz sem tam zaključila, ne vem, ene pol leta ali nekaj, ampak meni je šla ta moja svetovalka ekstremno na živce. Zdelo se mi je, da me ne razume in da ni mi bilo ok. Ali pa pač nisem hotela nehati piti. V glavnem, jaz sem tam šla stran in sem svet pila. Aha. Ja, to je bilo, jaz sem bila na projektu Človek, ko sem v Ljubljani živela. Po mojem se to vse vedele, ker sem jaz v službi tudi povedala to. Se ne spomniš? Pa ste me pa začeli spraševati, ko si ti bila na rehabu, pa sem jaz rekla, ne, ni tu rehab, ni tu tako, da pač je prav, da greš ti tam na rehab. Možno. To sem pa iskreno mečkam pozabila že. Meni se zdi, da je bilo, da Ampak sem jaz tako delila. To, no, v Jaz sem glavnem, mislila, da si potem, ko si se ti tam razbila decembra, da je to bilo potem to. no, ampak to je bilo preden sem si jaz glavo razbila, ne? Jaz sem si glavo 2 leti nazaj razbila, ker smo bile mi na Poniju. Štekam. 2 leti nazaj sem si jaz razbila glavo, Okej, ono je ja, bilo še ja. prej. Kaj sem govorila? V glavnem ti si potem projekt Človek zapustila, Tako. spet začela piti. Ja, oziroma sem A ne boš pa nadaljevala. zamenjati tega svetovalca, če želiš. Rečeš tam en šteka, lahko enega drugega. Zagotovo lahko marsikaj narediš, ampak takrat meni tu vse skupaj nekaj ni ustrezalo, pa pač nisem. Dosti sem imela drugih stvari. A si pol ti bila kdaj tudi na AA, glede na to, da toliko veš o tem, kako tam delujejo? Ja, potem sem šla na Pa AA. si šla na A. Ja. Potem, ko sem si pa glavo razbila, ta drugič, ne, sem pa klicala na AA. To je bilo pa tisti kviz, čez jutri spiješ šnopc. Ker pač nisem več vedela, kam naj pokličem. In vedela sem pa, da ima AA vsak dan srečanja in sem vedela, da lahko danes dobim pomoč, če hočem. Aha, Zato sem jaz tam klicala. štekam. Ok, in sem jaz zjutraj dvignil pač en gospod in mi je rekel, ja, daj pridi danes ob 6 zvečer, online imajo vsak dan. Aha, prav online je. Ja, drugače je v vsakem mestu, ne, imajo
imajo ta svoje, ne? Samo je v teh majhnih mestih enkrat na teden, online je pa prav vsak dan. Pa v Ljubljanah je ful večkrat vsak dan, tako v različnih okrožjih imaš V vsak dan. Ljubljanah. V Ljubljani. Ne, V saj. različnih Ljubljanah, ja. Aha. To je ful dobro, da je online. Ja. To nisem vedela. Ful okej. dober, ful. Meni je vzelo nič efforta. Kamero sem imela lahko ugasnjeno, vse, kar je bilo, nič sploh nisem rabila nič govoriti. On mi je rekel, lej, ti sem prid in pač tudi tako zgleda, da ti tam prideš in poslušaš. Tam se nič ne komentira, recimo. Vsak ima svojih 10 minut, da pove nekaj na temo dneva. Recimo, da je današnja tema pohlep, karikiram, in pa ima vsak nekaj lahko pove. In se ne komentiramo. In kako to pomaga, na kakšen način ti to pomaga? Meni je dalo ful velikega prostora za razmisliti, ker nisem smela reči stvari. Ne. Včasih kar nekaj govorimo, zaradi tega, da ne razmišljamo, tam pa pač nisi smel reči. Ne. Ali pa komentirati nisi smel nekoga. Radi se včasih komentiramo, zakaj pa ti tu, ja, to je pa malo čudno, ali pa kaj. Tam si pa mogel sam pri sebi po glavi vse precenti in priti do svojega zaključka, če hočeš. Če nočeš, pa ne. Drugi so pa do svojega, če so hoteli ali pa če niso. In je bilo zelo tako samostojno, pač ne vem, slišiš to, kar imaš dan za slišati, kar lahko slišiš, noben ti nič ne vsiljuje. Tako. In pol sem pač vsak večer hodila, pa uro pa pol tja. In mi je bilo grozno, ker sem jim rekla, da jaz nimam toliko časa. Ampak pol so mi oni rekli, da sem zagotovo več kot 1 uro pa pol na dan pila in res je bilo to. In da imam zdaj zagotovo tudi časa, da tam pridem. In tudi to je bilo res. Dobro so ti to rekli. Pol sem pa 1,5 leta po moje tam hodila, ali pa še malo več. Drugač, meni super pomagal, tako da tu pogled v vse. Kar pa ni bilo zame, je bilo pa to, da je bilo res konstantno premlevanje alkoholu znova in znova, vsak dan, po uro pa pol, od, ne vem, 20 ljudi recimo. In kljub temu, da pač so bile vsak dan različne teme, kao, še vseeno je bilo non-stop o tem, kako recimo, ne vem, še vseeno je bilo non-stop o alkoholu in o tegobah in o težavah. Drugih ljudi pa tako. Pa tudi mene, saj pa tudi o sebi razmišljaš vmes pa tako, ampak mene je bilo na eni točki sem tako, jaz pač si ne želim vsak dan to poslušati. Tako mi je bilo. Ne vem, kdo pač reče, da to pomeni, da se ne moreš soočiti s tem, ampak jaz samo čutim, da jaz tako delujem, da je to zame malo heavy, da vsak dan to poslušam. Tako, da je za mene dosti, da se zavedam, da to obstaja, da imam jaz problem, da vem, kam se lahko obrnem, če rabim pomoč, da ne rabim pa na tej točki vsak dan tu premlevati, zagotovo pa sem na začetku, ko sem nehala piti, rabila vsak dan, zato ker pol takrat bi pozabila vmes, da ne pijem, ali ne vem, kaj bi pozabila v glavnem. To se pravi, ti je pomagalo to, definitivno. Ja, nujno, da sem jaz pač tu dojela, da je tu problem. Nujno je bilo to zame. A bi rekla, da je bila to tista stvar, ki ti je največ pomagala, ali kaj drugega? Ja, to, zato ker so bili drugi ljudje tam zraven tudi in sem njih tudi slišala in dalo ti je malo odgovornosti, da ko si naslednji dan tam nazaj prišel, da si bil mogoče malo boljši kakor včeraj, pa videl si, kako se drugi ljudje spreminjajo, pa je bilo kar simpatično. Tako ne, veš, na boljše ali pa kaj, tako je bilo pozitivno v bistvu, v resnici. A on, ko to vodi, tudi kaj komentira? Nobeden ne vodi. Samo vi se dobite tam? Tu pol leta moraš biti trezen, da potem prevzameš vsak pač vodi 1 uro, recimo. Aha, ampak moraš En biti pol dan. leta trezen, da lahko... Moraš biti pol leta trezen, da lahko to A vodiš. ti nisi toliko časa tam zdržala, da bi... Sem, ampak nisem tu hotela voditi. Okay. To v bistvu pomeni, da moraš tam ljudi, ne vem, poklicati, ustaviti, če predolgo govorijo, prebrati na začetku misel, na koncu zaključek, molitev, pa to. Molitev? Ja, je zelo taka božja. Ena od zapovedi je, da ne oskruni AA-ja, ne? In ne moram zdaj reči, da je AA krščanski, zagotovo pa je baziran na tem, da predaš svojo nemoč nad alkoholom višji sili. Jaz tega nisem bila sposobna narediti, zato AA zame ni v redu bil. Marsikdo pa je sposoben tega narediti in mu zelo pomaga. To, da pač dejansko nekomu da to odgovornost, pač ne.
to pitja in mu jo odvzame Bog. Kao. Tako naj reče. Imaš kakšen nasvet za nekoga, ki se trenutno prepričuje, da ni tako hudo, ali pa tudi nekomu, ki je že dosegel tisti najhujši trenutek in bi rad nekaj spremenil? Čakaj, daj mi sekundo. Ne vem, najprej, ko pomislim, nimam nobenega nasveta, zato ker se mi zdi, da zagotovo tu te že življenje pripelje tam, kjer te mora, ne? In če tu gledaš, tu je vse en tak velik nasvet, ali pa znak, ali pa whatever. Ne vem. Nimam nobenih nasvetov. Meni se zdi, da noben ne posluša nasvetov, pa tudi jaz jih nisem, pa tudi nobenih noče in jih ne bo. Če rabite kakšen nasvet specifičen, najbolj da koga vprašate, mogoče kakšnega soterpina, zdravnika, psihologa in tako. Nimam pa jaz nobenega nasveta. No, pa mogoče za motivacijo. Ti si rekla, da odkar ne piješ, imaš ful več časa za hobije in stvari, ki te veselijo. Sicer prej si rekla, da si tudi pijana delala te stvari, ampak zanj si po enem TikToku rekla, pač koliko imaš zdaj več časa, odkar ne piješ. Pa to mi je bilo tudi ful dobro, ker sem enkrat poslušala podcast od enega tipa, ki pomaga ljudem, ki imajo težave z zasvojenostmi, in njegov pristop je točen to, da zasvojenosti zamenjajo za neke druge hobije. Mislim, da jih da ful, da morajo laufati pa ne vem kaj, ampak pač dejansko moraš ta čas zafilati z drugimi stvarmi. In to mi se zdi briljantna tehnika in me zanima, mislim, zdaj nam ti povej, s čim si ti zapolniš svoj prosti čas, ki ga imaš zdaj, odkar ne piješ, kaj počneš? Kaj se ti je uspelo narediti? Marsikaj mi je uspelo narediti. Delila bi še tu, da jaz kadim zelo, zelo veliko trave, odkar ne pijem. Tu bi delila zaradi tega, ker se mi zdi pomembno, da jaz sem se zelo dolgo časa počutila krivo, da kadim travo, ok? In sem se zelo ful trudila nehati, čeprav mi je terapevtka govorila, ne, Sara, sej ni panike. Ne vem, še pa marsikdo mi je tudi rekel, da je panika, ampak jaz sem se v glavnem trudila nehati in potem nisem, ne vem, teden, dva kadila in pol sem enkrat sedim za mizo in nekaj delam in v moji glavi je bilo sem tako, kje bi jaz lahko danes večer dobila kaj ketamina ali pa kokaina? To je bila tako avtomatska misel v moji glavi. In v tistem trenutku sem bila tako, wow, Sara, mogoče je tako ganđa najmanjše zlo zdajle trenutno in ga je pač fajn sprejeti. In od takrat, ko sem se o tem pogovorila s terapevtko in tu sprejela, sem ugotovila, da meni lahko zasvojenost v nekih obdobjih prinese tudi ful dobre stvari. Jaz sem včasih vse naenkrat hotela odrezati, s čimer sem bila zasvojena. In ko sem nehala piti, sem hotela tudi nehati. Kaditi, seksati, piti kavo, kaditi, čike in vse možne stvari nehati, ne? Nehati se prenajedati, nehati vse. Pol pa sem zdaj ugotovila, da včasih ti kakšni mehanizmi res ful pomagajo. In jaz ne vem, kaj je tisti alkohol takrat meni pomagal. Po mojem je pomagal se naučiti interaktirati z ljudmi. Ker sem zelo dolgo časa pila, da sem lahko se sploh naučila to. Jaz ful dobro znam zdaj se pogovarjati, ampak se mi zdi, da zato, ker sem se res dosti združila in pila in se pogovarjala. Kar sem hotela reči je, da se mi zdi, da smo lahko z nečim zasvojeni in da mene muči misel tega, da ne smemo v življenju nič. In bi sem tako rada mogoče, če kdo misli, da mora čisto vse nehati, rekla, da ne rabiš takoj vse nehati. Tu se mi bi zdelo, da bi jaz takrat si želela slišati. Čas si pa zapolnim zdaj, zakaj sem začela govoriti? Kadim veliko trave, ležim doma, kadim, razmišljam, filozofiram, raziskujem o Jezusu, kuham, peljem kužka na sprehod. Ne pozabi na matematiko. Matematiko, križanke, fiziko, vesolje, robotiko. Vse neke čudne stvari. Kaj je zdaj moja zasvojenost? Včasih moraš eno zasvojenost pa z drugo zamenjati. In čisto nič ni s tem narobe, ne? Mislim, malo je čudno. Pa ne idealno, ampak može. V glavnem meni pol začnejo teči, eni začnejo, ne vem jaz, kaj vse, v fitness hoditi, se dvigovati, Bog ve. Jaz sem zdaj obsedena z, ne vem, razmišljanjem ali z nečim. Jaz moram nujno rešiti vsaj par nalog na dan, nekih. Ne vem, ali moram ugotoviti, zakaj so neandertalci slamo s peskom in zemljo mešali, da so tam naredili nekaj že moram ugotoviti,
ali pa eno matematiko rešiti, ali pa en sudoku rešiti, križanko, nekaj do konca razplest, zaplest, sestaviti. To mi pomaga. Nekaj narediti. Ustvarjalnega. To je zdaj moja zasvojenost. Do nekega zaključka prideti. Tako. Igrati se. V glavi. Sem zdaj povedala, kaj smisel v zadnjih 5 minutah. Si. Ok. Ok, kaj pa zdaj? Danes. Ali ti je neprijetno, če si v družbi ljudi, ki pijejo, in kako se počutiš, če nekdo zraven tebe pije? Imela sem tudi že v podcastu, da nekdo zraven tebe pil. Ampak nisi izgledala glih bothered. Ne, nisem full bothered. Mogoče mi je malo, če nekdo čisto normalno pije, jaz sploh ne opazam, če pa nekdo full pije, pa opazam mogoče malo, pa sem v stiski, mogoče malo, dokler ne ugotovim, da to sploh ni moja stvar in da ne rabim biti jaz v stiski, zato ker on pije in da mi ne rabi biti žal za njega. In pol mi ni žal. In pol mi ni nič stiska. Pač lahko pije in verjetno bo že enkrat ne več hotel piti, ali pa tudi bo hotel še do konca življenja piti, ampak je meni tudi to v redu. Recimo Artur bo zagotovo izgledal, kot da bo hotel do konca življenja piti, kaj je rekel. Meni je bilo z njim ful fascinantno tle sedeti. Recimo bi si mislila kdaj prej, da bo mi težko zraven njega, ker je tako samozavesten tudi, da on pa pije. Ne? Ampak glih tu mi je bilo tako enostavno. Pač on je tako, veš, on ni bil tako, joj, ne morem, nočem, se ne smem, ampak dejte mi, ne. Takmu človeku bi si želel pomagati, pa mu reči, ej ne, dej se, ni treba, ne. Nekomu, ko pa tako pride, je bilo pa tako sproščeno, nič mi ni bilo težko, niti njimi, preveč. Razen, če zdaj nekdo kozla pa tleh po tleh pada, mi je pa težko za njega. Ampak to je tudi tep, ne? Ja, Ok, absolutno. ok. Rekla si, da si se, ko si nehala piti, počutila kot en otrok, ki mora na novo odkriti svet, se vse na novo naučiti. Ali lahko malo poveš več o tej izjavi? Ali to že vse samo po sebi pove? Ne vem, jaz sploh ne vem. Prej si ne tudi vem. rekla, da si zdaj novorojen avtist. Težko je to razložiti, zato ker nismo nikoli, ko smo bili odrasli, čutili tega, kako je, ko se rodiš, pa nič ne veš. Ampak tako je bilo. Ampak kako nič ne veš, v kakšnem smislu? V vseh smislih, ne vem. Ok, kaj je tako ena stvar, ki jo recimo ti imaš skus, jo imaš na sebi, kakšno stvar skus, ali pa v sebi, ali pa kaj vsak dan naredelaš. Če bi zdaj izgubila vozniški izpit, recimo, kako bi te bilo? Težko. Avto, tudi avta nimaš. Zelo težko. Ok. To bi bilo zelo težko. Kaj ne, sploh ne vem, kako bi navigirala življenje. Kaj jaz velikokrat, ko se vozim, pomislim, jaz imam kar avto, jaz kar vozim lahko. Bi se pol počutila, kot da nič ne veš. Kot da sploh ne veš, kdaj se moraš Kot da vstati, nisem kdaj se moraš samostojna. obleči, ja, kdaj greš, kaj zdaj, kdaj, kot da je cel svet, pač sej si že tle živela na tem svetu in veš, kaj se dogaja, ampak tvoje okoliščine so tako drugačne, da moraš še enkrat od začetka. Dobra primerjava. Kot da ti okej. nogo odrežejo, pač recimo, in moraš še enkrat se hoditi naučiti. Težko je to razložiti. Ampak v bistvu, kot da bi se še enkrat učil neko novo stvar, ki je še nisi znal. Predstavljajte si, da se gremo vsi zdaj kitajščino učiti, pač, ali pa neki, ne. Kako pa drugače ponovadi ljudje reagirajo, ko jim poveš, da ne piješ? A te doma še vedno hočejo prepričati, da Ne. je alkohol voda? Ne. Doma, odkar so videli moje videe na TikToku, mi verjamejo. Aha. Doma, odkar so videli TikTok, mi verjamejo. Šele ko jaz objavim na TikTok, mi verjamejo. Je resnica. Ne, ampak pač so res dojeli, da je to resnica. Eto, tako. Nimaš potem nekih ljudi v življenju, ki bi te zdaj prepričevali, da je samo enega, se ne bo nič. Ne, včasih pride kdo mimogrede, pa sem hitro ugotovila, da če človeku rečeš, jaz sem alkoholik, da pade on v tako stisko, da sploh ne ve, kaj bi naredil. In to jaz zdaj uporabljam, če mi kdo kaj teži. Rečem, jaz sem alkoholik. In ponovadi je tak, ki ti tako usiljuje pijačo, tudi alkoholik, pa itak pade v stisko, pa mu je čisto čudno, ne? Če pa ni alkoholik, pa tudi pade v stisko, zato ker ne razume, kako bo zdaj to, ker nekdo tako na veliki zvon razglaša in tudi ti ne sil več. Tako da nimam težav. Takoj povem, če mi kdo ponudi. Zdaj sem nekaj vprašala, ker imam feeling, da boš rekla, zato ker je to res, ampak da vidim. Zakaj imam občutek, da nisi zabaven, če ne piješ? Doma, to občutek.
tako Slovenci, pa nasplošno se mi zdi svet. Ampak tako. Ti imaš občutek tak, da nisi zabaven, če ne piješ? Ne, tako se mi zdi, da veliko ljudi gleda na to tako, pač, da moraš malo popiti, da se imaš bolj fajn, bolj so drugi zabavni. Tako gledamo na to samo alkoholiki, ki smo v aktivnem stanju pitja. Okay? Je zelo veliko alkoholik. Absolutno. Ja, Okay, veš, kako se počutim jaz, recimo, ko sem pila, pa so vsi zraven nehali piti, ali pa ne želeli več piti, ali pa je bil naslednji dan, pa so mogli domov. Kukor da so najbolj nezabavni, kukor da si moram iti poiskati drugo družbo, kukor da pač niso za nikamor. Čeprav sem jaz vedela, da jaz nisem za nikamor, ampak to je res en tak občutek tega, da ti nimaš z nekom, ki ne pije, početi absolutno ničesar. Zaradi tega, ker se zraven njega počutiš kot absolutni fucking drek. In zaradi tega ljudje, ki pijejo, ne morejo biti zraven ljudi, ki ne pijejo. In se pač čist neprijetno zraven njih počutimo, če smo pijani, alkoholiki. Zato, ker pač nas je sram in zato, ker je tako ogabnost v naši koži in zato, ker mi fucking rabimo ta šnopc, onega pa ne. Kar pa nam da še več za razmišljati, tako, kaj moramo mi narediti, da bomo taki kot ona, in pol se sem ne moreš soočati in greš pač v gostilno piti z enim pijancem za šank, čeprav nimaš nič skupnega, se ne družiš velikrat, ampak saj se niti ne rabiš, važno, da imaš ta alkohol skupni. Tako pol to izgleda. To je bil pa veliko boljši odgovor, kot sem pričakovala. Ja. Ok, hvala. Ampak zdaj, ko sem pa trezna, Ja. se mi pa zdijo bolj zabavni ljudje, ki ne pijejo. Ne vsi. Ampak se mi zdijo pa naporni ljudje, ki pijejo ful. Recimo, ne? Ja. Naporno mi je biti zraven njih. Intenzivno mi je preveč. Nisem rada dolgo časa zraven njih. Ne vem. Tako. Kako si se pa ti spremenila, pa tvoj dan zdaj, odkar ne piješ več? Spim več. Ko spim. Moj nasvet je, v življenju moraš spiti ali pa spati, ne. Tako da zdaj grem jaz spat vsakič, ko se mi zazdi, ker včasih sem bila utrujena in sem vedela, da imam še nekaj za narediti in sem si pač per odprla. Ne? Zdaj pa grem pač spat. Dan sem se tle vozila in sem razmišljala, imagine, da bi jaz zdajle še pila, ne? In bi včeraj recimo pila in bi jaz mogla danes, tako bi šla spat ob 3 po noči čist pijana in bi se ob 5 pijana vstala in šla še pijana na bus do sem. Ko bi stopila tle v studio, bi mačka dobila, vroče bi mi ratalo, začela bi mi bilo slabo biti in pa bi mogla še speljati ta podcast tle. Ubi me, prosim, pač jaz se samo zahvalim vsem možnim entitetam pa sebi, pa ne vem komorkoli že, da tu ni več moja realnost. Ker tu bi bilo pa nemogoče bi bilo, da bi bila jaz, kjer sem zdaj, če bi še zmer pila. Zaradi tega, ker pač enostavno ne bi mogla biti konsistentna. Jaz ne bi mogla, jaz bi skenslala še večkrat, ko skenslam zdaj. Stvari, vse, tudi sem jih. In ne bi nikamor prišla. In ne bi mogla, ne vem, kuhati, shujšati. Ful sem shujšala, to po moje, zaradi tega, ker sem nehala piti tudi, ne. Ker jaz se te 2 leti nisem nič trudila, da sem jaz konstantno malo shujšala, po moje, tudi zato. Ja, čisto možno. Ja. Sej 8 pirov je kar veliko kalorij. Ful, tu je fucking, koliko je tu kalorij? Eno pivo je 7 žemljic. Ja, veliko. V glavnem 2000, recimo, glih, da ni pol teh 10 perov, glih to, ko en človek rab za to, da preživi Točno čez to. dan, ne. Tako da vse, kar si jedla, je bilo pač ekstra. Ja. Moj dan je zdaj pač tako normalen. Ne vem, vse normalne stvari počnem, ki sem prej bile nenormalne. Čakaj, to pa ne vem zdaj, če je resnica, če normalne. Pač zate normalne. Ja. That's fine. Kakšen bi pa mogel biti odgovor na to vprašanje? Super odgovor je bil. Okay. Ja, noč, zdaj smo že pri koncu, če bi še kaj rada dodala. Ne. Se ti zdi, da smo povedali vse, kar je bilo Jaz se zapovedati? sploh ne spomnim, kaj sem kaj povedala. Jaz sem danes se v enem čudnem občutku zbudila in sploh mi misli ful uhajajo, tako ne vem točno. Če je bilo kaj koherentnega, pa tudi pozabila sem že vse, kar sem se povedala. Če bi radi kdaj obnovili vse to, kar je Sara povedala tukaj noter, v takem kratkem formatu, še bolj zabavnem, pejte na njen TikTok, ima playlisto in tako dobro vse stvari razloži. In če imate koga, ki se mogoče s tem spopada, pa se mu ne bo dal glih celega podcasta poslušati, lahko mu pošljete sam playlisto na TikToku, pač alkoholizem, Sara Povše, in je briljantno. Tako da hvala, ker o tem govoriš in ozaveščaš in ker na tak simpatičen način te stvari predstaviš. Res. Ja, z veseljem.
Ne vem, meni se zdi to navadno, jaz si ne želim, da imajo drugi ljudje, da so v stiski zaradi tega. In se mi zdi, da lahko manj bomo v stiski, če bomo tako samo malo se o tem pogovarjali. Ja. In jaz sem lahko prva, ki povem, da imam probleme z alkoholom, pa lahko pa še naslednji, ste vi, če čete. Gremo še Never Have I Ever. Jaz Ok. sem še nekaj povem v medijih. V katerih novicah sem že bila zadnjič, Lucija? Sem ti poslala? Ne. Na dlani, zlana Slovenka, skoraj umrla zaradi alkohola. Znana Slovenka! Takoj sem mami poslala, sem rekla, mami, zdaj sem slavna. Nisem vedela, da bo tu stvar, zaradi katerih bom slavna, ampak I did it. O moj bog! Ja, tudi je bil pa prvi članek o meni. In znana Slovenka je pisala. Na internetih, yes. The best. Kjera je moja najljubša znamka seks igračk in kondomov? Skin. Zakaj? Zato. Ker so to najboljši kondomi, niso narejeni iz lateksa in lahko uporabljajo jih občutljivi, unika smo alergični na lateks, skratka, bomba, imaš navadne, imaš tanjše, imaš elitne, imaš posamične, imaš rabbit vibratorje, različne igračke za vse okuse, drugi power flower. V glavnem na pitchpop.si dobiš vse izdelke od Skin, uporabiš pa lahko na koncu kodo med nama 10, če hočeš še kaj prešparati in tu je tu. Bi vsem delali Never Have I Ever ali malo ironično, da je celotna epizoda o alkoholu, pa se pa greste igro, ko se alkohol. Je ironično, ampak we gonna do it. Ne sem preveril. Might as well. Dobro, zdaj nam je rekel snemalci, če je malo ironično, da damo igro, ki je alkohol, pivska igra v osnovi, da se gremo za konec. Ne, ni ironično, zato ker pač, če vam kdo kdaj reče, pejmo se to igro, pa ste vidko, ja, jaz ne pijem, zdaj vsaj veste, kako se jo lahko greste, brez da vas nekdo sil, da morate vzeti šnopc. Tako. Mi smo itak pivsko igro naredili najbolj nepivsko možno. Ja. Tako da. Nikoli nisem seksala trezna z več kot eno osebo. Ja, zdaj glede na to, da je tisti Indic, si. Tako da, pol daš prst dol. A jaz se v bistvu sem jaz to narobe naredila. Čakaj, kako pa, kaj pa piše, da še enkrat preber. Nikoli nisem seksala, jaz sem to narobe napisala. Z več kot eno osebo trezna. Aha, okay. Mogla bi z manj kot. Ja. Z manj kot 2. Tako. Ok, nikoli nisem seksala pijana. A ja, obe so dale na obeh dol prste. Do zdaj, tako da obi imava 2 prsta dol. Nikoli nisem nehala piti alkohola, ker mi je dal partner ultimat, da moram nehati piti. Sara dala prst dol. Nikoli nisem doživela 3-dnevnega blackouta. Sara dala prst dol. Nikoli nisem imela občutka, da mi alkohol pomaga z mojimi social skillsi. Obe sva dale prst dol. Nikoli mi ni nihče očital, da govorim, nikoli mi nihče ni očital, da govorim, da sem alkoholik samo zato, da dobim več sledilcev. Sari je to nekdo očital in je dala prst dol. In pa nikoli nisem mislila, da slabo vidim, ker sem pijana, v resnici mi je pa šipca padla iz očal, ker sem bila pijana. Sara dala vse prste dol. In zdaj greš v zapor. Ja, noč, moje zadnje misli so, boš še kaj povedala? Ja, bom. Povedala bom še, da... Ne vem, da vas ne rabi biti sram. Lahko mi kaj napišete. Jaz sicer nisem usposobljena, da vam glede teh stvari pomagam, zato ker, ne vem, še vseeno imam kakšne svoje občutke prej za rešiti, preden bi kakšne druge lahko rešvala. Lahko vam pa dam na potke ali pa vas kam usmeram. To je to. Ful enih mladih mi piše, da ful štekajo tu in se mi zdi, da tu je ful velik, da si tako damo, samo da malo razumemo, kje stojimo. Hvala ti še enkrat. Ja, hvala, sem prišla tukaj. Prvič, lep studio imate. Hvala, ker si nehala piti alkohol. Ja. To pa v prvi vrsti. Jaz se tu vsak dan sama sebe zahvalim. Res. Pač tega podcasta ne bi bilo, če ne bi ti nehala piti. Ja. Mogoče še mene ne bi bilo. Mogoče še tebe ne bi bilo. Kakšna grozna misel. Ja. Se vidimo v naslednji epizodi. Adijo. Čau.